Maribor je tokrat pred nekoliko bolj praznim vrtom kot ob četrtkovem spektaklu v Ljudskem vrtu gostil Gorico v domačem prvenstvu. V četrtek je tukaj klonil Panathinaikos z rezultatom 3-0, tokrat pa so Mariborčani z nekoliko drugačno postavo prav tako bili boljši tekmeci in vse od začetka imeli vse vajeti igre v svojih nogah. Že v drugi minuti tekme je veliko priložnost za domače zapravil Rajčević, tole pa je že prva goriška akcija, ko je poskušal odaleč Jogan, a na žalost Primorcev zgreši vrata. Tekma pa je bila takole že nekoliko bolj na strani štajerske ekipe v 11. minuti. Sam pred vrata je prišel Alen Ploj po izjemni podaji Martina Vilca in ta nogometaš, ki je letos dobil priložnost v članskem moštvu, je še enkrat več pokazal, da gre za izjemnega napadalca. No, potem pa še ena izjemna kombinacija Maribora v 13. minuti, ki je bila tokrat nesrečna za goste. Robert Berić pa je po lepi podaji Ibrahimija poskrbel za povišanje prednosti na 2-0. In še zadnja priložnost prvega polčasa, Andija je podal, Jogan pa je žogo poskušal zabiti v mrežo, a na koncu le kot za Novogoričane. Sliko smo že v drugem polčasu, priložnost za Andijaja, odlična obramba tokrat Handanovića. Kmalu pa si je novo priložnost pripravil tudi Maribor, najprej vratnica po prostem strelu, Ploj pa je streljal in zadel le Vasjo Simčiča. Vendar ni bilo treba dolgo časa čakati na nov zadetek. Podal je Ploj, Berić pa je samo podstavil nogo in poskrbel za visoko mariborsko prednost s kar 3-0. Potem pa še en prosti strel, Ibrahimi je podal pred vrata, najvišji pa je bil Vidović in zabil še četrti gol v mrežo Simčiča, ki je bil takole preluknjan. Maribor je bil z nogo in pol že pri novih 3 točkah. Do konca tekme še 2 priložnosti za Štajerce, najprej Trajkovski, malenkost mimo leve vratnice Simčiča in še zadnja akcija tekme tik pred koncem rednega dela. Poskušal je Ibrahimi, Simčič pa je žogo le odbil in ostalo je pri izidu 4-0. Nove 3 točke za Maribor, ki ima še vedno visoko prednost na prvem mestu slovenske prve lige.